železniški most v Črnučah. Ob mostu vidimo, tako kot smo videli z prejšnje strani, bunker oziroma ostanek bunkerja, ki je bil v tistih časih seveda večji, to je samo nekaj, kar je ostalo. Most je bil zastražen z obeh strani. Hkrati seveda je tukaj v bližini potekala meja med Italijo in med Nemčijo. In tudi to je bil dodatni razlog seveda, da so imeli dobro utrjenega. Verjetno so v bližini tudi obrambni jarki, ki pa so nastali kasneje, leta 1944, se pravi proti koncu vojne, ko so se nemške vojske začele umikati iz Balkana in so želeli čez Slovenijo narediti obrambno linijo, ampak teh še nimamo natančno lociranih tukaj. Te obrambne linije so potem gradili s prisilnim delom, predvsem je te zadeve morala izvajati oziroma jih je izvajala Rupnikova pokrajinska uprava. Sicer je pa to eden pomembnejših prehodov med Nemčijo in med Italijo. Ta del je bil tudi najbolj sporen v pogajanjih za določitev meje, torej za mikrodoločitev meje, ker generalno je te stvari določil Hitler. Predvsem so Italijani želeli imeti Šentvid, ki ga potem niso dobili. Nemci pa so želeli povezati ta del svoje okupacijske cone z Gorenjsko, oziroma Šentvidom, zato so tam tudi naredili potem obvozno cesto, ki danes rečemo Nemška cesta, oziroma se ji popularno reče Nemška cesta. Zgradili so takrat tudi manjšo železnico, postopoma v prvih 2 letih vojne, in tako povezali nemško ozemlje, ne da bi šlo čez italijansko okupacijsko cono oziroma čez Italijo.